Lepo pozdravljeni, gledalke in gledalci. V oddaji iz pomurskih občin smo tokrat na obisku v občini Kobilje. Poglejmo najprej v županovo pisarno. Takole pa smo se preselili v občinske prostore občine Kobilje. Lepo pozdravljeni, župan Robert Ščap. Dober dan, pozdravljeni. V preteklosti so bili nekako vsi malce v skrbeh, kako bo občina Kobilje funkcionirala kot ena občina, ena vas, majhna vas, kako bo lahko zagotovila vse potrebno za kvalitetno življenje svojim občanom in kako bo sploh poskrbela za razvoj. Zdaj, če pogledamo v leto 2014, ko se je začel tale mandat, s kakšnimi spomini se soočate, ko se ozrete nazaj? Ja, tako je. No, sicer za ta 3 leta mandata lahko povemo, da smo zadovoljni z opravljenim delom. Kar se pa tiče same velikosti občin, je tudi naša občina dokaz, da je majhnost velikokrat tudi prednost. Se pravi, ljudje smo bolj angažirani, poskrbimo zase, poskrbimo za svoje občane in kot ena prednost v tem je tudi ta, da nas to vse skupaj povezuje. Kaj je tisto, kar lahko izpostavimo, kar lahko izpostavite v tem mandatu? Ja, dejansko to, kar nas je pestilo tudi preostale občine v Republiki Sloveniji. Prve 2 leti je bilo kar sušno obdobje, kar se tiče razpisov glede evropskih sredstev. No, ta čas smo seveda izkoristili za dokončanje projektov predhodnega mandata, se pravi, končal se je pomurski vodovod. Tam smo seveda, ker gre precej transportnega voda preko gozda, tudi v skladu s projektom zavarovali ta transportni vod, utrdili samo pot in seveda z asfaltom to še bolj zavarovali. Seveda bomo v prihodnje to izkoristili tudi kot kolesarsko stezo, sam vodovod pa seveda pred posegi, kar se tiče izkoriščanja lesne mase, glede poškodb tudi zavarovali. Ja, po 2 letih so seveda tudi se pojavili razpisi, tako da smo pripravili kar nekaj uspešnih projektov. Ene stvari smo seveda že realizirali, to je adaptacija, tako mi pri nas pravimo, stare tovarne v središču Kobilja. Tu so zdaj novi prostori trgovine, s katero smo zelo zadovoljni. Prav tako smo adaptirali streho šolske telovadnice, ki je zamakala, na njej je seveda tudi fotovoltaika. Pripravili smo pa seveda tudi kar še nekaj projektov, ki so v fazi potrjevanja strani ministrstva in seveda tudi v okviru javno-zasebnega partnerstva. Pripravljamo za naslednje leto, julija, avgusta, energetsko sanacijo osnovne šole, kar je zelo pozitivna zadeva. Šolo bomo energetsko sanirali in seveda vse skupaj plačevali preko energenta, z javno-zasebnim partnerjem, kar je izredno dobro za občinske skupnosti. Izpostaviti velja, kot je povedal župan, tudi Mrliško vežico, ki je bila lani deležna prenove notranjosti. Izvedli so pleskarska dela, poleg tega pa so zamenjali zavese in prte. Zaradi številnih prijav o nepravilnem odlaganju odpadkov na pokopališču so letos namestili tudi video nadzorni sistem. Omenili ste kar nekaj investicij, kar nekaj projektov, ki so pripomogli tudi k višji kakovosti življenja občanov občine Kobilje in ni zanemarljivo, da ste pri investicijah bili tudi zelo ekološko usmerjeni. Ja, tako je, in to skrbimo, v tej smeri gremo tudi naprej. V prvem letu mandata smo seveda uredili Čebiš potok, seveda je to funkcija države, ampak smo videli leta 2014 v septembru, kaj naredi velika povodnja. Vzhodni del naše občine je bil dejansko pod vodo. Takrat smo zaposlili kar nekaj več javnih delavcev, ki so pomagali pri čiščenju Čebiš potoka. To smo seveda tudi z ostalimi pritoki tega potoka očistili, razširili in prav letos v tej večji povodnji septembra spet se je pokazalo, da je bil to seveda uspeh, saj je bila vas suha. Se je izkazalo kot dobra naložba, obvarovali ste torej občane in vas pred poplavami, pa vendarle ste naredili nalogo, ki bi jo morala opraviti država, ampak ni dovolj enkraten poseg v takšno naravno
stvar, kot je recimo potok v tem primeru, pač pa je to potrebno zdaj tudi vzdrževati in čistiti naprej. Tako, no, seveda to skrbimo z javnimi delavci še naprej, ne. Zdaj v tem letu je tudi država pristopila k reševanju Kobiljskega potoka, tako da ga na 3 točkah sanira. Seveda, tako kot ste pa povedali, glede na to, da je to Čebiš potok manjši vodotok in vemo, kako pomembna je njegova pretočnost, se s tem z Zavodom za zaposlovanje trudimo, da ustrezno število javnih delavcev zagotovimo, da ob drugih nalogah dejansko čistijo tudi ta potok. Katere so še druge investicije, ki so bistveno pripomogle k razvoju vasi? Ja, poglejte, mi imamo urejeno dejansko kompletno komunalno infrastrukturo, vodovod, se pravi v okviru Pomurskega je dokončan in odlično funkcionira. Imamo tudi zgrajeno ustrezno mobilno omrežje oziroma z mobilnimi antenami pokrito Kobilje, tako da smo, kar se signala tiče, prav na zavidljivi ravni. Kar se tiče internetnih povezav, imamo do vsakega gospodinjstva speljano optiko, tako da v tej smeri imamo infrastrukturo zelo dobro porihtano, ne. Kar se tiče tudi vzdrževanja cest, naše občinske ceste so prav v odličnem stanju. Težava je bila sicer tudi z državno cesto Kobilje-Motvarjevci, se pravi gre skozi središče Kobilja. Ta je bila v zelo slabem stanju, smo se pa z Direkcijo za ceste dogovorili, da bomo v okviru vzdrževalnih del po etapah 3-4 tudi to zadevo sanirali in seveda smo naleteli na kar dober posluh in mislim, da sta skoraj 2/3 te trase že posanirani. Kar veliko investicij in projektov ste našteli, za katere je nekako občina dolžna, da poskrbi in jih zagotovi določene storitve in infrastrukturo svojim občanom. Veliko pa je tudi takšnih stvari, za katere je lepo, če občina ima posluh, da nekako vzpodbudi tudi druge gospodarstvenike, podjetnike, da pridejo v kraj, kajti tudi z njihovimi storitvami je lahko življenje občanov boljše. Tako, ne, to drži, ne. Dejansko v Kobilju funkcionira 15 gospodarskih subjektov, ki so pač zorganizirani kot samostojni podjetniki ali družbe z omejeno odgovornostjo, nekaj tudi dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ne. Tako da smo z tega vidika gledano kar živi za tako majhno občino. V okviru obrtno-industrijske cone pa smo seveda zdaj še prodali drugo polovico tega zemljišča družbi Paradajz in tako nekako v začetku leta 2019, seveda spet odvisno od določenih evropskih sredstev in kreditnih možnosti, bo tudi ta družba pričela z pač investicijo v izgradnjo rastlinjakov tukaj na področju Kobilja, ne. Zelo pomembno se mi zdi, ne, da tale majhen kraj, ki je prav, kar se naravnih možnosti tiče, idiličen in mi tukaj domačini znamo živeti za to naravo, ne, da tudi, kar se tiče gospodarskih dejavnosti, pač ustrezno iščemo, izbiramo kompatibilno dejavnost za naše področje in definitivno vzgoja paradižnika in druge povrtnine je prav idealna za naš kraj. Kar prinaša potem tudi nova delovna mesta, kakšna je sicer brezposelnost v občini? Ja, seveda, ne, to prinaša nova delovna mesta, seveda ne bo to zdaj neka zelo delovno intenzivna dejavnost, bo pa seveda to odlično za naš kraj. Ja, naša stopnja brezposelnosti je nekaj malenkost višja od slovenskega povprečja, ampak seveda je to pač statistično gledana zadeva, kar precej oseb tukaj vključenih v brezposelnost je trajno brezposelnih oziroma imajo takšne in drugačne zdravstvene in druge težave, tako da v principu kakšne težke socialne stiske glede brezposelnosti v našem kraju ni, namreč ja, tako kot spet neka majhnost kraja pa pogojev, se pravi, ljudi spravi tudi v to, da so aktivni, tudi naši ljudje odhajajo na začasna dela tudi v
bližnjo Avstrijo, pa tudi se pravi v ostale občine in se kar znajdejo, seveda pa na splošno neka socialna situacija v Sloveniji ni dobra, tako kot ne višina minimalne plače in ostalih zadev. Tu bi pa seveda mogli slediti, tako kot sledimo v željah po nekih zahodnih državah, kar se tiče idealov, bi tudi tukaj bilo potrebno kaj povišati. Ko ste že omenili statistiko, nekatere statistike oziroma raziskave pa kažejo na to, da je življenje v občini Kobilje zelo dobro. Uvrstili ste se namreč v zgornjo polovico te lestvice, če gledamo občine v Pomurju. Ja, tako je, no. Za šalo rečeno, tako kot je reklama, imamo vse, kar imajo veliki, smo pomajni, idilični, smo res homogeni, kompaktni v odnosih, dobro se razumemo, vemo, kaj hočemo, seveda zato je tudi pomembna dobra izgrajena infrastruktura, ogromno vlagamo in pač damo na vzgojo in izobraževanje, imamo svojo šolo, vrtec, imamo tudi seveda cerkev z gospodom Župnikom Ratnikom, ki je fantastičen. Imamo pošto, res da v okviru trgovine, ampak se pravi storitev je prisotna. Imamo športne objekte, seveda še gledamo, da v bodoče tudi še dodatno vložimo v razširitev te dejavnosti, v različne športe, da omogočimo enake možnosti tako za punce kot za fante, seveda tudi, kar se tiče zdravstveno in ostalih socialnih storitev, smo tu in izpolnjujemo svoje naloge še celo preko nekih opcij, ki nam jih predpisuje država. V okviru projekta LAS pri dobrih ljudeh 2020 je ocenjevalna komisija namreč potrdila projekt občine Kobilje, s katerim želi vzpostaviti športno medgeneracijski center in ga bodo izvedli v 2 razpisnih fazah. Potrjeni projekti, pojasni župan, še čakajo na soglasje strani Ministrstva za kmetijstvo, potem pa se bo pričela realizacija. Ob obstoječem stanovanjsko-poslovnem objektu in igrišču za odbojko na mivki se bo rekonstruiralo srednje nogometno igrišče, ob tem pa so predvideli tudi prostor za statično kegljanje, balinanje, ulično košarko, igrala, pomožno nogometno igrišče, prostor za piknik in prireditveni prostor s parkiriščem. Socialno in družabno življenje je tudi pestro v občini Kobilje, zato poskrbijo številna društva, ki delujejo v tej vasi, ki jih navsezadnje tudi mora podpirati občina in nekako sofinanciranjem omogočiti njihovo delovanje in obstoj. Ja, tako je. Naša društva so zelo aktivna, na to smo prav posebej ponosni. Dejansko ni prebivalca, ki ne bi bil tako ali drugače vključen v določeno društvo, med seboj si izredno pomagajo in skrbijo za to, da je res naše življenje družbeno pestro in na to smo ponosni. Kakšni pa so načrti, župan občine Kobilje Robert Ščap, za prihodnost? Ja, seveda v prihodnje nas čaka še kar nekaj nalog. Imamo seveda v planu določene spremembe občinskega prostorskega plana. Nad trgovino smo seveda pripravili tudi razmejili prostor za 3 stanovanja, predvsem za mlade družine. To bomo prodajali to je med 3. in 4. gradbeno fazo po izredno ugodnih pogojih, prav z namenom, da tukaj ohranimo mlade družine oziroma da tudi kakšna mlada družina pride še na Kobilje. Obnovo šole v naslednjem letu sem že omenil. Seveda to, kar je še v planu, je obnova mostu v središču Kobilja, ki je dotrajal in ima določene poškodbe. Prav tako bomo poskusili še urediti avtobusno postajo, da bo varna in da ne bo tako tovorni kot seveda, kot avtobusni promet potekal skozi naselje.
Obstoječi most bodo na Kobilju obnovili v duhu tesarske tradicije. Zgodovina namreč pravi, da so v letu 1876 začeli krajnci delati v kobiljskih gozdovih in domačine naučili dela z lesom. Pravijo tudi, da je v kobiljanskih gozdovih bilo hrastje debelo kakor lončarske peči. In še ta zanimivost, leta 1901 se je kar 8 krajncev poročilo s kobiljskimi dekleti. Takrat so se tudi domačini od lončarske dejavnosti preusmerili v tesarsko. Kar nekaj načrtov ste zdaj predstavili, ki so nekako nujno potrebni za kakovostno življenje občanov. Kaj pa morda kakšni načrti za razvoj turizma? Razmišljate kaj o tem, kako bi lahko dodano vrednost pripeljali v vašo občino? Ja, seveda, vse zato dejansko smo določene pogoje že ustvarili. Imamo tudi kar nekaj podjetnikov, ki se za to dejavnost v Kobilju ukvarjajo. Imamo tudi tukaj seveda breg Svetega Martina z vinogradi in odličnim vinom. V okviru samostojnega podjetništva funkcionira tudi podjetnica, ki peče pecivo in ostale pekarske izdelke, ki je odlična. Tako da v okviru te podjetniške iniciative seveda smo vedno na razpolago vsem, ki imajo dobro idejo in bomo tukaj tudi stali na strani. Ker konec koncev, če pogledate Kobilje, je to idilična vas med dvema hriboma, obdana z gozdovi, polji in je za turizem prav na ta pravi legi. Ob snovanju načrtov za prihodnost se je župan zopet ozrel v preteklost in pojasni, da so nekoč kobiljanski redovniki v samostanu bili benediktinci in so imeli mlin na Bukovniškem potoku ob sedanji strehovski kapelici Svetega Vida. Leta 1524 pa je bilo od Motvarjevec do sedanje državne meje na Kobiljanskem potoku kar 10 mlinov. V želji ohranitve spomina na pomembna zgodovinska dejstva se je tako porodila ideja, da bi na strugi današnjega Kobiljskega potoka uredili mlin kot muzejski objekt v neposredni bližini majhne gramoznice na koncu naselja. Samo gramoznico pa bi uredili v biotop z naravnim kopališčem, postajališčem za avtodome in manjšim rastlinskim parkom. Na kaj ste kot župan najbolj ponosni, s čim bi se, ne vem, morda gostu, ki se po naključju znajde v vaši vasi, najprej pohvalili? Ja, dejansko včasih človek tukaj, ko se spusti iz gozda v našo dolinico, dobi občutek, da se je tu čas ustavil, da je nekje na čisto drugi strani sveta. Vas je prav idilična, tudi njena lega ob potoku, ob cesti, se pravi lepa cerkev, urejeno občinsko jedro, prijetni, prijazni ljudje, vedno pripravljeni pomagati, radodarni, tako da to je tisto, kar označuje Kobilje, to so dobri ljudje in seveda ob okviru tega iščemo tudi varianto, da bo tudi storitev odlična. In vse to, kar ste zdaj našteli, je gotovo prednost majhnih vasi in občin. Tako je, se strinjam. Tako kot na občane in na kraj je kobiljski župan ponosen tudi na certifikat ISO Zlati kamen, ki ga je občina prejela lani. Certifikat namreč pridobijo občine, ki sodijo po skupni vrednosti indeksa v zgornjo tretjino med vsemi občinami v Sloveniji. Indeks ISO je namreč sestavljen iz 54 različnih kazalnikov iz področij izvedenih iz statističnih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini. Občina Kobilje pa se je takrat uvrstila na 25. mesto. Za konec, gospod župan, morda še kakšna beseda, kakšne želje, voščila, vzpodbude vašim občanom, navsezadnje smo že vstopili v praznični december. Ja, tako je, no. Seveda, tako kot sem že ocenil, mislim, da smo bili zelo uspešni, zato bi se zahvalil seveda tudi mojim sodelavcem v občinski upravi, ker
tako kot je to v življenju, brez sodelavcev, brez pomoči, tudi dobre volje občanov, ni uspešno zaključenih projektov in dejavnosti. Tako da bi se vsem skupaj zahvalil, želel seveda vesele praznike, blagoslovljen Božič in seveda srečno leto 2017. Želim si, da bi tako ostalo to naše sodelovanje tudi vnaprej.